Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni. Tokrat pa gostimo enega najboljših muzikantov, kar jih je dala Slovenija. Mojstra igranja na trobento, gospoda Franca Kompareta. Dobrodošli, gospod Kompare. Lep večer in hvala za povabilo. Najprej čestitke ob vaši letošnji 70-letnici življenja in 55-letnici igranja oziroma vašega glasbenega udejstvovanja. Hvala lepa za čestitko. Meni se zdi, da je to božja volja, da smo mi danes tukaj skupaj in da sem toliko časa zdrav tudi zdržal. Tudi jaz sem prepričan to, vendar se že na začetku sprašujem, ali je res vsega kriva tista neukretna trobenta, kot mi rečemo po domače na začetku, ki je bila zvezana kar z žico in so vam jo ponudili namesto harmonike, ki ste jo želeli igrati, ko ste bili stari 14 let, za mengeško godbo. Jaz sem to hotel, ta prav harmoniko, potem so mi pa trobento dali in sem se v trobenti našel. Pri nas je bilo 8 otrok doma, smo bili revni, nismo bili na ta pravi strani, bi morali tudi glasbeno šolo plačevati. No in zato sem šel v godbi, ker je godba plačala glasbeno šolo vsakemu učencu, ki bi potem najmanj 5 let igral pri godbi. No in to se je tudi naredilo in jaz sem vesel, da je danes tako, kot je. To je bila neka znamenita godba, že okoli 130 let naj bi delovala ta mengeška godba, ne? Že več. Že več? Že več, no jaz igram več kot 55 let v tej godbi in zdaj 16 leto v veteranski godbi. To je prva veteranska godba v Sloveniji iz člani, ki so stari več kot 50 let, do 82. Igrati v mengeški godbi, to je kar privilegij. Ali je to za domačine nekaj običajnega? Za domačine je običajnega, kajti fajn je, da je zvečer, ko je že zrel zakon, ko otroci že gredo, da ima ne 2-3 ure žena svoj čas doma, da gre muzikant na godbarske vaje. Lepo, lepo. Ja, že po telefonu ste mi dali vedeti, da pravzaprav prihajate iz velike revščine, ko ste bili še zelo majhni, imate 2 brata duhovnika in kateri od bratov je moral najprej k jutranji maši v nedeljo, da ste potem vi dobili čevlje, da ste lahko šli k pozni maši, ne? Ja, to je bilo, tople čevlje smo imeli takrat zelo na kratko, no, in jaz vedno rečem, revščina je za blagostanje za familijo, ni pa žegen v tem primeru, ne? Ampak z revščine se največ človek nauči in tudi zna potem ceniti vse življenje. Skromnost, delavnost, poštenost. Vi zelo cenite to, kar ste dobili doma, tudi zelo poudarjate povsod, kako je pomembno to. Imeli ste veliko oporo tudi v domačih, predvsem vaša mama vam je glede vašega daru glasbenega močno svetovala, kako morate narediti, ne? Tudi to, najbolj sem bil pa vesel tete Ivanke, ki mi je iz Trsta prišvercala po domače trobento v rokavu plašča. Novo trobento? Novo trobento. Če že pubec ne dobi harmonike, naj ima vsaj trobento. Vsaj trobento, ja. To sem mi pa vesel. Res, da so mi jo pol čez 10 let ukradli, ampak sem preživel. Ja, se zgodi. In to v cerkvih smo imeli nastop. Spomini na vašo družino, sedaj bomo namreč slišali lepo pesem Pri nas doma, ki govori tudi o hvaležnosti staršem. Ja, pri nas doma pridemo tudi zdaj, vsake 14 dni skupaj vsi in razderemo kakšno iz mlajših dni. Še vsi živite? 2 sta že umrla. Ta mlajši dvojček, Srečo, no, in starejši brat od mene je imel Davico Škalatinko med vojsko in je umrl. No, in potem naša mama bila čisto vsaj iz sebe, dojenček, ki me je tako rada, ne, pa prav, ata, sej bomo še kakšnega imeli, no, posih je pa še 5. Nas je pa še 5 se javilo. Ja. Prisluhnimo tej lepi skladbi Pri nas doma z pozavno, ki ima tudi posebno vlogo. Ja, to je pa razpoznavni znak ansambla Marele, ki v swingu igramo tako, da se inštrumenti malo podajajo melodijo, da je malih big band, ampak še zmero mengeški ali pa naš slovenski kvintet. Sicer Marela ima posebno mesto in težo danes v tej oddaji.
O njej bova še govorila. Hvala Bogu. Daj bo sedaj ta skladba, torej Pri nas doma. Pri nas doma je zbrana žlahta vsa, kjer dobrega srca vsak človek kaj velja. Pri nas doma hvaležnost še velja, saj očka mamica nocoj praznuje, še mnogo let ostane lep naj svet, se k vama vračamo in skup praznujemo, zdaj voščimo. Otroci zbrani vsi, hvaležni staršem smo za vse prelepe dni. Zakaj se vračamo nazaj, v otroštvo naročaj, domači stari kraj, naj se ljudi ljubezen skup drži, bodimo staršemi, hvaležni za vse dni. Spomine zbujamo, prelepih naših dni, še mnogo let, najstrašen let bo svet, ko k njim se vračamo, gremo s hvaležnostjo. Gospod Kompare, veseli Vandrovček ste bili najprej, ne? Ja. Takrat, ko ste že igrali v Mengeški godbi, ste že pri 16 ustanovili svoj ansambel. Ja, takrat smo imeli ansambel Kvartet. To so bili fantje moje vrstniki iz Godbe. No, in nam je napisal skladbo Pavle Kosec, ki je bil ustanovitelj Veselih planšarjev in harmonikar in direktor glasbene šole Mengeš, je harmoniko učil. Dal nam je skladbo v Brniškem gaju, takrat je bil Brnik na novo, se je začelo tam odvijati to, kar imamo zdaj. No, in smo hoteli naše starše presenetiti na 8. marcu. Popolni smo imeli, naš kvartet je imel popolne generalko in po nastopu generalke je prišel en k nam v sobo, smo se preoblikovali, pa pravi, ta muzika pa ni nobena kultura, prav, ne boste mogli zvečer nastopati. Mi smo bili vsi žalostni, jaz sem skoraj zajokal in sem šel dam. Mama pa sedela v prvi vrsti in čakala, da pride sin pa da zaigra s svojim orkestrom. Ne? Pa dan pridem, pa pravata, a so vas nagnali? Ne, snevata, niso nas nagnali, sem ta pa ta, ne pusti, rekel, da ni to ni nobena kultura, ne, za 8. marec. In to se še zdaj čuti, ker je slovenska glasba v Sloveniji na nacionalnem nivoju zelo zapostavljena. In se ljudje ne postavijo z njo kot identifikacija, kot recimo Slovenstva. Grška muzika, angleška muzika, madžarska muzika, ne, francoska muzika. Ne? In zaradi tega smo mi v tem smislu tako revni, ker veliko ljudi skrbi, da ne bi bil ponos, kajti tu je v domači muziki je duša.
Če pa duše ne poznaš, ne priznaš, mi moramo vedeti, da so vsi svetovni najboljši pevci na svetu izhajali iz cerkvene glasbe in so vsi v cerkvah začeli peti. V baptističnih cerkvah, v kjerkoli veri in tudi krščanski veri. Naj bo to Anglija, naj bo to Amerika. In nam tega manjka, ker se teh ljudi, ki imajo dušo, na naših televizijah bojijo. Ja. Vi tudi delate veliko razliko med tem, kdo je glasbenik in kdo je muzikant. Ja. Zakaj? Kakšna je razlika? Glasbenik je lahko študiran človek, ki fantastično vse odigra. Igra tako, kot mu profesor veli, in to je za klasiko pripravljeno. Muzikant je pa človek, ki se postavi v kota kamorkoli, pa na inštrument tako zaigra, da ljudje se nehajo pogovarjati in prisluhnejo. In tega zdaj ni, čez dalje manj. To je pa zaradi tega, ker je preveč kopije. Jaz sem ugotovil, da je alpski pred 30 leti začel alpski stil igrati. Avstrijci so ga začeli kopirati, tudi lepo disciplinirano kopirati. Žalost pa je, da naši mladi fantje, ki igrajo frajtonarco pa pojejo, pa Avstrijce kopirajo in čez dalje hitri igrajo. To ni muzika, to je beg z inštrumentom navzdol, po bregu dol. Muzika je pa popolnoma nekaj drugega, ker ima vsaka skladba gotov način igranja. In jaz sem enkrat rekel, da imamo 3 načine igranja v Sloveniji, pa me je novinar vprašal, kjer je 3 načine. Sem rekel, vsi 3 igrajo sebe, ne poznajo šole, niso v šolo hodili in tudi not ne poznajo. Prav, a se upate reči, kdo je to? Jaz se upam. Prvi je Slavko Avsenik, drugi je Lojze Slak, tretji je Franc Mihelič. Imamo glavne ase, ne? Ti ljudje so neobremenjeni in igrajo sebe. In to je to, kar jaz povem, kajti pred leti mi je en pater v Kamniku rekel, veš kaj, kumpar je rekel, ko si 60 let star, pa žiher kaj po pravic poveš. No, ti ne bo nič več zameril, ti ne moreš škodovati, ne? Ja, da ti noben moreš škodovati. Jaz sem pa 70 star, imam pa že 1 milijon kilometrov, pa 3300 nastopov za sabo. In majhen se že pol človek po svetu navadi, od severa do juga v Ameriki, Kanade in posod smo bili. Pa tudi sicer je zanimivo to vaše razmišljanje, vi nočete ostati z vašo glasbo v neki močvari, da tako rečem, ampak nenehno iščete nekaj novega, drugačnega. Zato tudi niste zadovoljni, ker danes, kot pravite, večina ansamblov posnema Avsenika, Slaka. To ni slabo, samo nimajo svoje identitete. Slabo ni, mi moramo to našo kulturo naprej peljati. Sam niti 2 človeka nista enaka. Da pa enako igrajo, to je pa možno. No, za vaš ansambel Marela, o katerem bova še govorila v nadaljevanju, pravijo, da je verjetno najbolj profesionalni ansambel v Sloveniji narodno-zabavne glasbe. Poglejte, mi smo leta 1987 imeli že 7 Fordov Scorpio. Avtomobilov. Vsi enake avtomobile, toliko let nazaj, več kot 30, enake obleke, ko smo prišli na nastop. Mi smo se v Nemčijo peljali v trenerkah ali karkoli, smo se par kilometrov pred nastopom v gozd preoblekli, v obleke in prišli ne kot Balkancike, ampak kot gospodje. In to je to, mi smo imeli 5 vrst oblek za svoj šov. Prvo uro smo igrali samo Marelino muziko, potem pa Avsenika pa zabavno, potem pa country, pa rock'n'roll, pa pop, pa južnoameriško. Imamo te slike, že vse to je bilo še po časopisih in mi smo bili kot show ansambel. Mi nismo samo igrali pa čakali, da bo pauza. Mi smo šli projekt narediti. Tako imam projekt, prvi projekt je bil z Marelo Bojan Rok Mateja, smučarski projekt v Kranjski Gori. Smučarski asi. In Bojan je bil prvi takrat, Rok pa drugi. Na tistem tekmovanju. Na tistem tekmovanju. Večer pred tem smo pa zmagali na Lojtrci domačih v Mariboru. To pa skladbo... Beli junaki.
Beli junaki, prav tako. Ja, Pa evo. ji prisluhnimo. Predlagam, da slišimo to pesem, da se spomnimo vsaj, Ja. kaj se je takrat dogajalo na Vitrencu. Imamo spet novo junakinjo vašega konca, Slovenko, Mariborčanko. Ja. In to je Ilka, ki se beli junaki zdaj rojevajo. To nam je všeč, da ne govorimo o prevcih in tako naprej. Tako da boste morali še kakšno napisati sedaj na novo, ne? Če bo šlo tako naprej, bo res treba. Ne? Ja. Beli junaki snežnih strmin, z vami slovenski vsak je sin. Našo deželo širom sveta, tujec zdaj priko vas pozna. Beli junaki Bojan in Rok, mlada Mateja, naš ponos. Vas so uprte naše oči, z vami živimo zimske dni. Naprej, naše smučine so brez mej. Ko na stopničke stopite vi, nam sem v prsih zagori. Beli junaki v Kranjsko goro, vedno se radi vračamo. Zmage so vaše sončni nasmeh, ki se prikaže v sivih dneh. Beli junaki, lep komad, ki je se vidi zelo navduševal tamkajšnje obiskovalce v Kranjski Gori. Boste napisali kakšen nov komad za naše nove bele junake Jaz na sicer strmih smučinah? jaz ne pišem skladb, ampak dam pa idejo. To je pa potem lažje. Ker naš ansambel je imel vedno gotov projekt. Če je pa prvi projekt Beli junaki, je bil pol ansambel Lipica, Kobilarna Lipica, smo v Lipici naredili kompleten projekt, potem je bil Aljažev spomin. Ne? To so te stvari, ki smo šli tempirati na naše lepote, na kulturo in na narodno blago. Ni bilo kar nekaj abstraktnega. Ker danes je pa žal, da mladi pobi preveč jokajo, kako jim je hudo, če ga punca zapusti. Pa joka, pa zjutraj, pa se zbudim, pa te ni, pa to. Včasih se pa v naših starih pesmih se pa poje, dekle me je zapustilo, kaj za to, jutri druga pride, kaj za to, ne. Je bilo več veselja, pa več tega, ne. Zdaj je pa vse nekako žalostno, ker mi imamo, v glavnem imamo resne, žalostne, otožne pesmi. Pri nas redek glasbenik, če ga vprašaš, ne narodne pesmi, vsaj 10 jih pove, da so vesele, do 6 pride naprej, pa že ne. Težko najdemo, ne? Ja, saj so naši ljudje toliko in toliko let, takrat je bilo v Avstro-Ogrskem 7 let vojna, ali vojaščina, in so fantje odhajali in so jih punce čakali, od tistega časa je po naprej prišlo do nas vse to, ne? Ker je bilo toliko odhajanja, toliko teh razhajanj v familijah. No, takšni mladi časi so bili za vas takrat, ko ste po Vandrovčkih začeli igrati tudi z Vitom Muženičem, ne? Ja, Vito Muženič me je povabil potem, ko sem od Sodatov prišel. No in tam sem se veliko naučil. On je bil profesor in sem bil dovzeten za te stvari in sem prav vesel, da sem bil tam.
obredli smo Kanado in Ameriko, ja, igrali tudi 86. leta, 84. leta na Sarajevski olimpijadi. Olimpijske igre. Ja, olimpijske igre, takrat je bil Jure Franko srebrn in mi smo pri odru smo ga čakali in nekaj so pa iskali po Sarajevu, ki se je izgubil, ni znal na odr prideti. Tukaj je imel teh ljudi pa novinarjev, da smo ga počakali. To je tak en zelo prijeten spomin na to. To je gotovo bila ena velika prednost, da ste prišli na olimpijske igre, ne? Ja, je pa hec v tem, da so nas povabili, da smo šli na Belašnico, tam, ki je bil veleslalom, da bi spodaj igrali. Nam dajo znak, da začnemo, kvintet začel igrati, čez eno minuto bas, klarnet, trobenta ni mogel več igrati, je vse zamrznalo. Zamrznalo, vse tipke, nič ni šlo, sta še kitara pa harmonika sta igrala, ne. Pa je pa meni prišel en Japonc, pa mi je pošpricil moje bolcne, trobento, eno minuto je šlo, pa je spet šlo fertik. Tako da smo šel naredili z tega, ne. Kaj ste igrali tam na olimpijskih igrah? Kako? Kaj ste igrali, kaj? Skladbe Ivita Muženiča. Ja. Sicer pa ena najbolj prepoznavnih vaših skladb, vašega ansambla Marela je gotovo Kamniške planine so najlepše, ne? Ja, s to smo prvič zmagali. Na Lojtrci. Na Lojtrci domačih, ja. Pa pol še petelina smo dobili, pa 5 nagrad smo posod prišli na festivale in potem smo nehali, kajti sem jaz slišal že v sobah, smo mi se pripeljali, Marelarji so prišli spet na nič, ne. Pa smo pa nehali to početi. Kako ste vi pravzaprav prišli do tega, da ste se odločili ustanoviti en tako pomemben ansambel za slovensko glasbo? Jaz sem že gotovo prakso od Vita Muženiča pa že ostale stvari, ki smo v orkestrih igrali. In pri nas je bil kapelnik takrat Franc Lepičnik. In takrat je bil tak deževen dan, vajen ni bilo dosti, ni bilo veliko ljudi, pa prav meni, Frank, veš kaj, jaz imam pa ne komade, če te zanima, sam pozavno rabiš, ne. On je imel 2 trobenti pa pozavno, sam nič ni posnemal, tudi na Ptujskem festivalu je bil. Jaz sem jo prinesel note, bomo probali. In jaz sem pri godbi odbral Primoža Kosca, Janeza Avbelna, pa jaz smo bili že 3, ki smo vodilni bili. Kitaro smo vzeli iz zabavne muzike, Rado Černe, in harmoniko Dušan Drobnič. Bas je pa igral potem pa, bas je pa igral pa Frane Vidic, ki je pa tudi pel pri nas. In mi smo bili vsi v tej muziki doma. Jaz sem čutil, kjer je to, kako zna zaigrati. In zanimivo je to, če Kosec ali pa Lepičnik je prinesel skladbe gor, smo jih zaigrali in ko je ostalo. Edino Primož je včasih popravil, in kot tale pasaža je pa tako, da je takole obrne, sam kaj nared, pa tole poveži, pa dol podarek, pa nazaj, pa na swing, no in to je tako pol bilo. Ko ste nastopili na Ptujskem festivalu, ste dobili verjetno eno največjih pohval mojstra Bojana Adamiča, kaj ne? Ja. Skladatelja zabavne jazz in filmske glasbe. Ja. Kaj vam je povedal? Po končanem je prišel k nam, ko smo bili tam za mizo, pa prav, doj pa šef, prosim, kako, pravi, vi ste pa ansambel, ki ima poseben zven in način igranja, to mi je zelo všeč, če me boste rabili, tlej moj telefon, pa me pokličite. To je bilo za nas, za tiste čase, en domač ansambel, da imamo Bojan Adamič, ki smo ga imeli res za starosto in vsega, v tem glasbenem smislu, to reče, je pa velika pohvala, z drugimi besedami. On je predsedoval takrat tej strokovni žiri, verjetno, ne? Tam je bil, ja. Zato tudi je to kritika, ki ima mesto. Ima tudi besedo težko, v tem smislu, ne, nekaj velja. Težo, ne. No, in v tem je čar, ne, potem, ne. On je to začutil, to muzikalnost, ne. Se danes še lahko zanašamo na to strokovno kritiko? Vedno. Na raznih festivalih? Vedno. Sam danes... Je objektivna ali so kakšni drugi vplivi? Danes je problem ta, da je tendenca, kdo več not v taktu zaigra, je boljši. Jaz pa pravim, nekoliko minut imaš v posesti žogo, koliko golov daš je važno. Ne? In tu smo mečken v razkoraku. To imam jaz. Jaz sem bil samo enkrat v Postojni
predsednik komisije za frajtonarce, se pravi za diatonično harmoniko, za tekmovanje za ljubečno. In sem definiral, zakaj je ta prvi. In prvi bi mogel po drugih fantih biti drugi. Sem rekel, da ste argument. Če je boljši od mojega, pristanem, drugače pa ne. Sam ga morate jeti na oder, povedati, zakaj je to tako. Vsi so zmrznili in ta moja pa zmagal, sam nikoli več me niso poklicali. Ja, vi ste dali močan gol v slovenski narodno-zabavni glasbi s to eno najbolj prepoznavnih pesmi, skladb slovenske narodno-zabavne glasbe in skupine Marela. Kamniške planine so najlepše, ne? Vsi so res. A jaz imam ženo, ki je Švice in zjutraj, ko okno odpre, prav poglej, kje je lepše. Sem rekel, kamniške planine so najlepše, imamo najlepše kulise na svetu. Lepe so tudi švicarske in avstrijske, vendar slovenske so najlepše. Domače so domače. To je domača potica, to je lahko še ko narejena, sem je naša in smo ponosni na to. Ne? Ja, poslušajmo to lepo melodijo. Kamniška nas Bistrica pozdravlja, pesem večno nam pozdrav šumlja. Sončen dan planine spet nas vablja, kjer sta čisti zrak in mir doma. Med viharniki se stezo spelja, modro kakor morje je nebo. Tu kraljestva tam so se začenja, ruševje krasi posod se zra. Kočo na pastirci, za trenutek si oddahne vsa. Od Megloše griči so dolini, a pred tamo pravi gorski raj. Kamniško te sedlo pričakuje, brana se blesti kot zlat sekin. Grintalec te z vrha opazuje, iz planjane spet odmeva plin. Kamniške planine so najlepše, lepši za meni nikjer gora. Ljubke koče o vrhovih skrite, sonce gorsko cvetje sto steza. Kamniške planine so Z ansamblom Marela ste prekrižarili po dolgem in počez Evropo. Tu imate nekaj primerkov, tudi posnetkov, plošč, ki ste jih izdali v tujini. Ja. Kako pa so v tujini sprejeli vaš ansambl v Nemčiji, v Švici, marsikje po Evropi? Avsenik seveda bil najbolj poznan ansambl. Absolutno. Vendar vi ste kljub temu dobili dobro mesto med temi narodno-zabavnimi ansambli, če ste lahko igrali celo na praznovanju, na glavnem praznovanju združitve Nemčije o plebiscitu in padcu Berlinskega zidu, ne? Ja. Mi smo imeli takrat turnejo v Nemčiji 90 dni v 3 mesecih in trije ljudje so nas par dni zasledovali. Mi nismo vedeli, kdo so to. Stalno so hodili okrog nas, pa malo gledali, pa poslušali, pa smo bili na vajah. In so nas izbrali, da bi igrali v živo na Marijinem trgu v Dresdnu, ko je bil referendum vzhodna, zahodna Nemčija. Ne? No, in tam se je zbralo 160 000 ljudi.
160 tisoč. Imam doma časopis, ki noter vse piše in mi smo na sliki. Prenašali so pa z displej, ki je bil 12 metrov širok, pa 6 visok. Prespeljali so ga iz Anglije, iz Londona, da so kazali ljudem, kaj se na odru dogaja. Igrali smo tudi, spremljali smo tudi nemškega mojstra, ki je že 50 let na sceni, Hajnota. No, on je zmer Encijan pel pa te stvari. To je zelo bilo taka nabita glasba. In mi smo vse igrali v živo, imeli smo pa to prednost, da smo tudi zabavno muziko igrali. Takrat je Avsenik igral, on je imel svoje poslušalce, ogromno, veliko nam je odprl poti in tako naprej. Mi smo pa dodali pa še zabavno muziko, ne. In tle je tisto, ne. Če imaš pozavno zraven, pa si takoj Dixieland, pa si malo kombo ansambel, smo imeli dobre pevce, potem še Hudnik, Ivana Hodnika in Julijo Bartol. To smo žgal, se reče, ne. Narod je šel v luft in tako, to je to, ne. Ker smo mi verjeli v to in smo bili veseli in štimo ga pravi ljudje skupaj. Je res, da so vas na tej prireditvi celo hodili zasledovati na oder, če res igrate v živo in pojete? So bili toliko presenečeni, novinarji tudi in... Ja, špekulirali so, ne, pa so tehniku rekli, kaj to, ne, tle imaš vse, pogledaj, kaj se dogaja, ne. Vse sorte je, ne, posebno Avstrijci so taki, Vi niste igrali samo v nemščini in prepevali, ampak tudi v slovenščini, ne? Največ v slovenščini. Največ v slovenščini. Ja, če smo pa nemško peli, sem pa jaz malo raztolmačil, položil sem ljudem v srce, o čem poemu. In to jim je zadostovalo, ne, ker oni so prijeli na muziko, na glasbo, ne. Mnogi gotovo poznajo to, kar bomo sedaj videli v tem videu z vašo skladbo Iz Mengša smo doma, na kateri je lepo predstavljen tudi ples lipicancev na vašo muziko, ne? Ja. Živahna viža. Živahna viža in nabita iz ljudskim nabojem, iz patriotizmom, ne? Tega je premalo zdaj. Ja, gospod Kompare, če bova učakala leto 2080, potem bova morda praznovala v Lipici 500-letnico tamkajšnje kobilarne.
Kako ste prišli v stik s to znamenito kobilarno, svetovno znano, s temi lipicanci, da ste začeli snemati v tem okolju Lipice? Veste, včasih jaz rečem zdaj, ko toliko stvari doživiš, Bog je. To so poti, ki jih ne moreš naprej zjutraj začrtati. Ampak se zgodijo. Ja, se zgodijo. Potem, ko apliciraš čas nazaj, ugotoviš, da je pa to matematika, ki jo ima gospodar v rok. Da ni bilo naključje, ne? Ne. No, jaz sem bil BMW mehanik in sem v Ljubljani popravljal BMW-je in tam med drugim je bil tudi direktor Lipice. Direktor Lipice. Direktor Lipice k meni prišel, pa smo se pa pogovarjali, pa razne stvari, pa sem pa jaz rekel, da imamo mi glasbo, Lipica, Lipicani, tudi trenzarji, pa tako, če bi dopustili, da bi s televizijo prišli k vam narediti televizijsko oddajo. Oj, rekel, to je pa ravno da smo v tem času, ko bo 400 let kobilarne, ki je bilo, pa bomo kar aplicirali na to, rekel, to je pa dobro. In čez 3 tedne smo bili mi že tam. Ja. In smo naredili kompletno oddajo z Lipice, okoli 6 skladb, no in BMW je imel pa takrat tudi Slavko Avsenik. 2500 plavga BMW je imel in smo tudi na servis ga imeli, pa prijenkrat na servis, se oglasi, pa k meni prijem pa prav, kompare, ti si mi pa Lipico odžrl. Jaz ne, kako pa to? Kako to mislite? In rekel, jaz sem že na olimpijadi v Münchnu Lipicanec zmaguje skladbo. In mi smo reflektirali, se pravi, aplicirali to stvar, sam evo, ti si vmes prišel, snel, Slavko, jaz nisem kriv, je rekel, kar Slavc mi reč. Snel, Slavc, nisem kriv, mi smo tako naredili, jaz nisem te stvari vedel. Direktor kobilarne je kriv. Ja, on pa tudi ni vedel, kaj ima Avsenik za bregom, ne. No in ko da smo mi to naredili in zato imam tudi na najnovejši plošči naši, imam Veliko planino, Piran, Lipico in Kamniške planine. Pa ta kobilarna je nekaj zelo znamenitega. V njej je ta stari grad, toliko stoletij star. V bližini je tudi neka dolina, Marijina dolina, kjer je Lurška votlina, ne? Točno tako je. Veste ga je, slovenski narod je izvoljeni narod Evrope. To je moj citat, ki jaz zdaj spremljam to zadevo. Poglejte naše športnike. Poglejmo naše misionarje. Poglejmo pesnike, skladatelje. Poglejmo v športu, imamo zdaj predsednika Evropske zveze. Imamo vašega smučarja čez Grbine, ne? Mariborčana. Poglejmo vašo Štuhčevo. To je izvoljeni narod, ni naroda na svetu, da jih je 2 milijona, pa da je toliko poznan po športu. Ga ni. Jaz prepričan sem, da ga ni in moramo biti na to ponosni. Resnično. Slovenci smo nasploh premalo ponosni na vse, kar imamo, na danosti, ki so nam dane. Kjerkoli po svetu hodiš, pravzaprav ne vidiš zbranih, kot je že Cankar napisal, toliko lepot na tako malem prostoru. Ja, to je res. Je pa nekaj, ne, da gospod Trstenjak mi je rekel, da smo Slovenci šli vedno v breh, v hrib, pa tam si hiše delali, pa pustili ravnico za preživetje. Pa zelo pogozdeno je bilo, ne. No, in to je ta skromnost. V bohinjskem delu ali pa v Švici, ki sem 20 let živel, je ravno tako. In tam so ljudje bolj tako, ki so vsi na kupu, se vsi preveč poznajo ali poznamo, a ne. In je pa res, da je splošen pregovor o takih dolinah ali pa okoljih, Nemci pravijo Nebel und Neid. Se pravi, megla in fovšarija sta povsod. Zdaj pa, če nas je manj, bolj je to strnino, ne. Ampak to ni nič slabega, samo premalo je pa resnice. Resnice je premalo in zadnjič je en moj kolega, operni pevec, ki je prišel iz Argentine, rekel lepo, zakaj naši vodilni ne berejo več knjig? Zakaj berejo samo časopise?
Imamo veliko bogatstva v knjigah, Seveda. to, kar so Pa zapisali naši modrosti, pa vse. pisatelji. In resnica. Mislim, to je to. Vi ste tudi taki knjižni mol, ne? Ja, Imate jaz radi knjige? imam rad. Mene zanimajo zelo take zgodovinske zadeve, pa razni premiki, da bi jaz kar tako nekaj bral, je škoda časa. Ne. No, zelo všeč mi je to, da ste se postavili v to prečudovito okolje na Krasu Lipice. Sedaj bomo še nekaj za ljubitelje konj pokazali, ta lep video, polko z naslovom Lipica, Ja. ki je tudi nastala tam na travniku in med tistimi krasnimi drevesi. Takrat smo jo mi snemali s kočijo in ta komad smo tudi, to skladbo smo igrali tudi v Nemčiji na Grand Prix Volksmusik. In hec je bil v tem, da uspeh je bil enkraten. Strokovna komisija pa pravi, da je bilo malo prehitro igrano. Ne? Jaz bi pa rad takrat rekel, da ste pa že konja videli, da hitro počasi teče. Ampak to je, kjer smo bili Slovenci, oni so le Nemce forsirali, to moramo vedeti, to je nemška Grand Prix. Zdaj, če na Grand Prix v Nemčiji zmagaš, se tvoj honorar na igranju za 4-krat podvoji čez noč. Tako da je bilo treba najti neke protiargumente, ne? Ja. Zato smo pa tam igrali, ko smo. Ne? Dobro, raje ostanemo pri nas v Lipici. Pa na tleh. Ne? Tako, v tem lepem okolju. Lipica torej in Marela. Na sredi belega krasa se le otoček leži, ob trdi zemlji bori mu vrši, stoletne lipe mu vrhe hladi. Prinesla burja viharna, morja je mnogo od nas, a še ne bo se sveti potvori, od kamen trni tu živi ljudi. Lipica, Lipica, naš ponos stolitni, prek voda, prek gora, tvoja slava hiti. Lipica, Lipica, svoj krasoti večni, prek meja na kraju sveta, tvoj obraz živi. Na skromni zemlji je zrastel lepotec belih kril, ponosno vriva v burji mu vihra, ko ljubko stopa preko kamenja. Naročje belega krasa se vsakrat vrača prekril, na sebi Lipica zakrasi let, mecanje naših dedov je ulet. Lipica, Lipica, naš ponos stolitni, prek voda, prek gora, tvoja slava hiti. Lipica, Lipica, svoj krasoti večni, prek meja na kraju sveta, tvoj obraz živi. Lipica, Lipica, svoj krasoti večni, prek meja na kraju sveta, tvoj obraz živi. Prek meja na kraju sveta, tvoj obraz živi. Z Avsenikom, Slavkom Avsenikom sta se večkrat srečala, sta bila tudi prijatelja. Prej ste omenili, kako ste mu odpeljali neki posel. Ja. No, on je imel lepe namene, ne, in to se ni zgodilo, ampak nič hudega. Saj mi smo tudi v drugačnem stilu to naredili, pa naše, pa mi smo to bili in tako naprej, kot da ni zameril. Kje sta se srečala to na tej fotografiji?
Tukaj sva se srečala, Slavko mlajši me je povabil, da pridem na Količevo, kjer bodo tam proslavili očetovo 80-letnico. Tam so igrali Štajerski 7 in Slak. Meni je pa rekel Slavko, ta mlajši, da naj zaigram prelepo gorensko, je rekel, ti igraš Koka Košir in bo fotor zelo rad imel to. In sem prišel, vse je bilo slavnostno napravljeno, jaz sem bil v Puliju, pa me je kuhar posodil svojo srajco, pa ta suknič, in sem Matulčka gor dal in sem zagral prelepo gorensko, pa prav, pa lih danes komparek sem tošel doma pozabil. Za hec je to naredil, ne? Ja. Tako da je bilo lepo. Mislim, smo imeli lepo. Včasih je na servis prišel in je rekel, vse se Žiger pogovarjava, je rekel, samo muskine. Tega imam dost. Tak je bil. Tu in tam tudi malo izključiti. Ali se je šalil? On tak je bil naturščnik. Tudi, ko sem jaz gospod Slavko rekel, kar Slavc mi reče. Rekel, vse smo mu skontarji, ali kaj. On je bil, zato je bil tudi toliko uspešen. Z njegovim sinom Slavkom mlajšim, Avsenikom, pa sodelujete, kaj ne? Ja, sva tudi naredila ploščo, lepo ploščo. Nothing compares to you, tudi gor. Nihče se s tabo ne more primerjati. No, in so lepe pesmi od Slavkota, smo se kar dobro ujela in sem vesel, no, da sem tudi tam nekaj znanja dobil. Ja, zanimivo. Prej ste nam omenili tudi, da je vaša žena iz Švice, bila je navdušenka Avsenikova, kaj ne? Ja, seveda. Najprej. Kako ste jo spoznali? Ansambel Krček je imel koncert v Švici in se je trobentač ponesrečil. Ansambel Krček? Ja. To so pa moji sosedje. No. Hinko se je nekaj na roke naredil in so k meni prišli 3 dni prej, če grem pomagati v Švico. Oftringen. Snel ja, pove, kakšni so pogoji, zjutraj ob 4 te odpeljemo in gremo gor. Pridemo gor, pred koncertom 1 uro smo večerjali in mimo hodijo ljudje v dvorano. In pridete pa oče, mama, pa 3 punce. In jaz, ko sem ta 3. punco zagledal, ta bo moja žena. Obsijal me je žarek iz neba in to 40 let drži. Drži 40 let. Sva naredila 1 milijon kilometrov. Ja, Ester se reče in danes so 4 leta tle poročena. Tle živijo v Sloveniji, pa 20 let poročena. Vi ste ansambel Marila, imate tudi tako dobro skladbo Prvič pri tašči. Ko ste vi prišli prvič, se je kaj takega dogajalo, kar prepevate v tej pesmi? Idejo sem jaz dal za to, ker imel sem najboljšo taščo na svetu. Niti ene žal besede. To je izredna ženska in sem rekel sam pri sebi, če bo moja taka, sem zadev. In to je tako. Preveč ne drži to besedilo za vas, ne za vašo kožo. Seveda ne, no, ampak v glavnem vse se pa dogaja v človek. Ne. Je pa zabavna, ja. Vsekakor, ne? Pa posebna je. Pa posebna. Ja. Ko svojo deklico sem prosil za ženo, gosti sem se podal, da taščo bi spoznal, ker fant sem sramežljiv, sem v strahu se potil. Kaj če rekla bo, preslab si ti za njo. Moj hitri srčni utrip je rastel s hipa v hip, potem pa je zastal, ko sem ji roko dal. Zardeval sem do las in tresel se je glas, s težavo sem zjecljal, da ji bom zet postal. Že od nekdaj govori se tašča strah je in trepet, ki na ta po gospoduje, ko postaneš mladi zet. Moja tašča pa ni taka, še celo pohvali me, še posebno, če pospravljam, kaj spodobim se. Svojo deklico sem prosil za ženo, gosti sem se podal, da taščo bi spoznal. Zardeval sem do las
in tresel se je glas. S težavo sem zjecljal, da ji bom zet postal. Že od nekdaj govori se tašča strah je in trepet, ki ne da po Gospodu je, ko postaneš mladi zet. Moja tašča pa ni taka, še celo pohvali me, še posebno, če pospravljam, kot spodobi se. Gospod Franc Kompare, z velikim ponosom ustvarjate za ponos domovine Slovenije, iz katere izhajate. Tako ste izdali ne en projekt pod podobnim naslovom, da bi pomagali Sloveniji nekako, da se jo promovira, da bi tudi drugi začutili, kako znamo ceniti, spoštovati to, kar nam je dano. Naše korenine, ne? Ja. So ljudje, ki se tudi sramujejo tega, odkoder prihajajo. Žal. Žal. Ko sem jaz bil na BMW-ju, sem bil tudi povabljen v Beograd in je predsednik tistega odbora iz svojo folklorno skupino plesal na letališču, ko smo Slovenci prišli. Sem rekel, kdaj bo pri nas predsednik ali pa župan prišel pozdraviti drug narod, pa sam plesal in dokazal, da je pripadnik tega, pripadnik svojih ljudi. To mi je seglo tako v srce. Jaz sem se zmer gledal, kakšno vizijo imamo mi, naša generacija, in kakšne trenutke lahko ovekovečimo, da to ostane za namcem. Zato sem prišel na idejo, da bi poprosil vse naše najbolj poznane glasbenike na harmoniki, da bi z njim zaigral in to tudi ostane. Prosil sem Avsenika, prosil sem Slavka Miheliča, Milana Križana, prosil sem Edija Semejo in Marjana Kregarja, prosil sem Klavžarja in čisto vsi so rekli ja. In slovenski harmonikarji, svetovno znani, s trobentarjem Francem Komparejem so ovekovečeni na tej plošči. Točno, 21 skladb je gor in pri vsakem sem jaz trobento zaigral zraven. Hotel sem pa to zato narediti, da ne bi kar nekaj v zraku viselo. Sej pa mi je pa eden harmonikar klical, ki je bil prvi svetovni prvak na harmoniki v Italiji. Prav ti Kompare, mene pa ni gor. Jaz sem ti pa, ko igraš Krslavc, vse nisi drugačen. Je to še nekaj tiste vaše nostalgije iz mladostnih let, 14 let, ko ste si tako močno želeli igrati harmoniko, pa niste prišli do nje takrat, ne? Prvič slišim to verzijo, pa mi je kar všeč. Bo nekaj na tem, ne? Notor je to 21 skladb, od vsakega je tudi življenjepis, knjižica, notor, od vseh. In z Avsenikom smo takrat zaigrali Se še spominjaš, to je ena najlepših skladb in njegova ta zadnja skladba, ki jo je snemal v studiu. Jo je pa snemal skupaj z veselimi begunčani, ampak trobento smo ven vzeli, pa sem jaz trobento zraven zaigral. In je stala ta lepa zadeva. Poglejte, danes že 3 od teh ne živijo več. Ne moreš več nazaj preklicati te stvari. In jaz sem ravno Bog mi je dal ta talent, da sem ta trenutek izbral. Vedno rečem, nič ni slučajno, vse je nuja. Če je to v tebi, moraš to povedati. In včasih se sliči majhen tako, oholo ali pa tako, ampak ne, čas pa pove. Čas pove svoje. Ali bo čas povedal svoje tudi o tem, kar ste vi naredili na vašem domačem dvorišču? Namreč EGS, Evropsko glasbeno središče. Ja. Kaj to pomeni? To pomeni... Že pred 30 leti? Ja, točno. In tisti kofin imamo pri nas doma, spili smo 11 litrov šnopsa,
prišli so z geodetske uprave Domžale, Ja. župan, potem je bil kup naših domačinov, glasbenih, in mi smo tam igrali in smo zakopali Evropsko glasbeno središče. Takrat še Evropske skupnosti sploh ni bilo. Prišel sem pa na idejo enkrat, ko sem v Nemčiji kupil srajco. In je zadaj pisalo za vratom Made in Europa. Prijatelj mi je pa rekel, kakšna Evropa, to srajco delajo v Škofji Loki. Interesantno. Interesantno. In to mi je prižgalo. Moj prijatelj, velik prijatelj, zbiralec starih stvari, Matjaž Brojan, je pa rekel, kompare, bo to je nekaj narediti, prav januarja, februarja se v Sloveniji nič ne dogaja, dajmo narediti Evropsko glasbeno središče, pri tebi doma. In zdaj tako da je prišlo, ker mi delamo zdaj na tem mengaš, da dobimo najlepši muzej Evrope domače glasbe, se pravi skladbe, inštrumente, obleke naših vseh poznanih in svetovno znanih glasbenikov bo v Mengšu, ta muzej. No in ta kamen bomo potem pred muzej tudi javno zgodbo prišli, pa zakopali na novo, pa naj tam bo, ker tam tudi potem se mu še bolj pritiče. Kot pa Čestitke, čestitke. To so te male vizije, majhne stvari. Takrat so mi rekli po Mengšu, komparec je zmešal, pusti ga, ne. Danes se pa vsi hvalijo na ta račun, ne. Ja, no. Je res, da je Marela prvi ansambel v Sloveniji in daleč naokrog, ki je nekako začel združevati to narodno-zabavno stil, narodno-zabavne glasbe, zgodbo napihala? Ja, mi izhajamo iz tega, ne. In naš komponist Primož Kosec, naš klarnetist, zdaj igra pri Slovenskem instrumentalnem ansamblu, Kosec je genij na to, ima ta občutek, kjer komad bi bil za to, ne. In on je zdaj že napisal dve najboljše koračnice v Sloveniji za tekmovanje. Krasno piše in on je en od redkih, ki piše brez klavirja. Za zbor, za godbo ali za kvintet. On piše, misli, piše. To zelo cenim in sem vesel, mogoče bom sedaj zadev to skladbo, ki sem jo izbral v dobri družbi, ki se mi zdi, da malo sliči na to kombinacijo narodno-zabavne in godba. Je. To je swing, to je gre naprej in so elementi noter, ki jih drugi nimajo še. In to je naše. To je naše in to ne piramo. Nekaj pristnega, nekaj mengeškega. To je, z tega lepo ste povedali, bravo. No, poslušajmo.
Koliko časa je delovala Marela? Kdaj ste zaključili, čeprav vem, da ste se še zdaj ponovno dobili ob 25-letnici Slovenije, ob prazniku domovine. Prej pa ste zaključili katerega leta? 91. leta. Že 91. leta. Ja. Dobre 5 let smo bili skupaj in smo zaorali tako globoko brazdo, da še danes se vidne pa posluša. Povod za to, da ste vi zapustili ansambel Marela in šli na svojo samostojno glasbeno pot s Trobento, je bilo srečanje z akademikom, profesorjem dr. Antonom Trstenjakom, kaj ne? Tudi ta je en od faktorjev. Kajti, jaz sem ga okrog vozil, ki je moj brat organiziral razna predavanja po cerkvah z njemu. Mi je pa povedal, moj brat prav, Frank, če boš 5 minut zamudil, ne bo šel. Profesor Trstenjak je bil tako natančen. Natančen. In prijem 5 minut prej, me je čakal, ko sem po trku po vrata odprl, na stolu je sedel 2 metra od vrat, palco ima odkole pro sebi. A, vi ste ta mladi gospod, no greva. In? In ko sem ga pelil proti Postojni, je rekel, s čim se pokvarjate? Sem rekel, z glasbo. Pa pravi, citiram, prepustite ljudi zabavati mlajšim, vi pa naredite nekaj vašim letom primernega. Mene je v srce videl. Sem gospod Trstenjak, kaj bi to bilo? Prav, naredite mi Klajdermanovsko Trobento, da se Slovenci med sabo ne bomo pomendrali. Pomirite dušo narod, in telo človeka. V tem smislu, ja. Delajte na tem. Zanimivo. Zanimivo. Glasba tudi zdravi, ne? Absolutno. O tem je tudi Trstenjak govoril. Prestavil tračnice čisto drugo smer. Ste šli na duhovno glasbo, bolj poglobljeno. Jaz sem že več kot 35 let prej imel pevski zbor v Mengšu. Cerkveni pevski zbor. Začel sem pa pri Gačniku, župniku v Stranjah. On je komponist in jaz sem prvo trobento tam igral. Znani duhovnik, ja, ki je veliko naredil na tej modernejši duhovni glasbi. Še v Ameriki sem slišal njegove skladbe, ki smo bili premaš. V glavnem, on me je tudi veliko naučil. No, in skozi to je šlo potem vse naprej. Vmes so bili ti ansambli, potem sem pa dozoril. Ne? In je rekel, poglej, imamo ansamble, ki so že stari, je rekel, pa kdo jim še verjame, če poje Ljubica lahko noč, je rekel, vejo pa, da to kamer več napaše, ne morajo prepričati. Ne. To naj mladi delajo, zabavajo ljudi. Je pa nekaj resnega. Takrat ste bili stari koliko? 50 let. Zanimivo. Ja. No, in hec je v tem, da sem šel na to pot podzavestno, nadaljeval sem Gačnika, zato imam tudi dej ponovno pevski zbor, imam 15 punc, imamo zabavno muziko v cerkvi in tudi cerkvene klasične skladbe pojemo na drugačen način. Če majska pesem je ko, če je Marijina ko, če je zahvalna pesem je tako, če je vstopna je tako, če je Jagnje Božje je tako, Gospod usmili se je tako. To sem jaz prinesel v naš zbor, da pojemo mehko nastavek in tam tempo mora teči in pauze morajo biti in tako naprej. V moji sestavi je flauta, pozavna, trobenta ali flerhorn, violina pa 15 punc pa cerkvene orgle. Interesantno. In imamo dela, hvala lepa, imamo v 4 letih, jih imamo zdela 200 nastopov. Gremo pa tudi okrog. Nazadnje smo bili v Dobrovi pri Ljubljani. To soboto smo v Železnikih, naslednjo nedeljo smo v Domžalah opolne pri mladinski maši. 18. decembra gremo pa v Avstrijo. Tam, ki je bila rojena malo čez Izero. Ja, to je Šentjakob v tej Zilski dolini. So nas sprejeli, kako prej smo bili pa že v Avstriji, v Kotmari vasi, pa v Bičovcu. Tako da to našo zamejsko publiko ali pa vernike združimo z glasbo. In so nas prosili, če bomo tudi kakšno v nemščini zapeli, da bi tudi tisti, in smo tudi to naredili.
Lepo. Da smo šli na duhovno glasbo, ne? In to je to. Ne? Je hitro minil ta čas, kot bomo sedaj slišali v tem instrumentalu, ki ga igrate na trobento v enem zelo profesionalno posnetem videu? Ja, ta video je pomenjšal posnet v Grašini. No, in jaz sem bil takrat en od prvih, ki se je na video spot pripeljal z starim Rolls-Roycem, ki je bil kupljen v Hollywoodu. Poglejmo, zelo zanimivo, lepo. To je bilo nekaj lepega sedaj za videti v tem vašem domačem mengeškem okolju, pravite v gradu, ne? V gradu, ja. Vi ste naredili, izvedli tudi veliko priredb in jih tudi posneli, Stanke Kovačič denimo, pa še koga, ne? Stanka Kovačič, jaz sem naredil, to je glasba za sladokusce. To so polke in valčki, narejeni v rock'n'rollu, pop, potem je bossa nova, swing, pa ča-ča-ča. Interesantno. In, v mnogih glasbenih stilih, zvrstih, ne? Ja, to so razni ritmi in tle se vidi, kakšne skladbe imamo mi, ki so nedokončane in neodkrite. Je pa hec tudi tam, moram pa reči, da je pa Brane Klavžar, sem ga prosil, če bi to naredil, je rekel, naredi, jaz sem slišal Kovačič, pa to je neverjetno, in je rekel, citiram Brane, tako je slišal, prvi trik sem prepelil, šnemo, on ni vedel, kjer je tista skladba Jesenih ti, ne? Ja. In je žena prišla po stopnicah dol, prav, to je pa tvoja muzika. In Brane ni pogruntal, ne? Ni pogruntal, zanimivo. Je rekel, to je pa lepš, kakor pa moja original. Ja, Brane, poglej, kakšne ti delaš stvari, ne? In sem naredil kompletno kompletno ploščo, 12 komadov, in bojo drugo leto šli ven. Poklon. Ja. Krasno.
Imate zelo znano hčero, Nino Kompare, ki je tudi izjemna glasbenica, pevka. Doštudirala kje? Ona je doštudirala v Ljubljani, profesuro angleščino, latinščino, muziko, potem je šla pa na akademijo, na Kraljevsko akademijo v Birmingham. Tam je v 3 letih naredila 4 leta, zmagala na festivalu, tistem akademskem, ker so vsako leto imeli festival in razporejajo ljudi, kam bi šli. Potem pa po diplomski v Bruslu in na Švedskem magister, se pravi majster, titel se reče po njihovem. In Nina je, to je nekaj posebnega. Nekaj lepih stvari sta izdala, posnela skupaj, ne? Ja. To, kar bomo slišali med nebom in zemljo, je res nekaj izjemnega. Kako očka svojo hčerko nastopi v zanimivem okolju in zelo lepo pesmijo. Že na začetku sem vam izrekel čestitko za vaše letošnje dvojno praznovanje. Želimo vam seveda, da bi še dolgo bili tako pokončni, kot ste bili do sedaj. Verjetno ste hvaležni za vse, kar vam je bilo dano ustvariti
do danes in imate še načrte? Vem, da imate še nekaj skrito v malhi, kar bo prišlo na dan šele takrat, ko ne boste več javno nastopali, kaj ne? Ja, jaz imam 3 plošče, imam posnete. Ena od teh je po domače malo drugače. To je Šok. In bo prišel čas, ko bojo naši ljudje tudi lahko to slišali. Življenje brez skrivnosti je žalostno in dolgočasno. Sedaj smo prižgali že 3. svečko na adventnem vencu. Ja. Kako preživljate ta predbožični čas? Predbožični čas, to je ta adventni čas, imamo 8 koncertov. Ta čas je neizkoriščen, da se ljudem polaga v cerkvah v glasbenem smislu koncert ali da pri maši igraš. Božič je pa preveč komercializiran ratu, pa se potegnemo nazaj v familijo in praznujemo polnočnico, smo itak zasedeni, se razdajamo ljudem in potem ves ta čas. Ne govorim zdaj o potici pa o lučkah pa tako, govorim o tisti skrivnosti, ki jo nosimo v sebi in tam miru, ki prihaja. In to te pomiri, ko so 3 kralji, imaš občutek, da si ljudem vsega dal, kar si zmogel. Ker da drugi uživajo, mora nekdo trpeti. Ampak muzika ni trpljenje, je tudi uživanje skupaj z ljudmi. Ni lepšega, kot ko iz cerkve ven prideš, pa te stara ženica pravi: Gospod, tako pa še nikoli nisem v prmaš. To je tisto, kar mene vleče in tudi naše punce in radi to delamo. In to, da je najlepše plačilo, če ti nekdo, ki ima življenje za sabo, ki ga že nič več skoraj ne more presenetiti in ti kaj takega pove. Koliko sem razumel iz vašega pogovora, nekako začutil tudi v tej uri in pol. Za vas je bilo najpomembnejše do danes, da imate vero, da nastopate kot človek z živim duhom. Ja. Da prinašate v prostor, kjerkoli pravzaprav se pojavite, tisto, kar se ne da drugače kot z vero. Človek brez vere je lahko pravzaprav takšen glasbenik, ki bi žareval nekaj tako božjega, nekaj, kar bi se resnično globoko dotikalo ljudi. Ko enkrat dobiš ali pa ko vedno dobivaš plačilo za to v denarju, za to, kar si delal, nisi dal, ampak si prodal. Spomnim se, smo bili v soboto skupaj spet, moja familija, in prav moj Tone, moj brat, je prišel en bogatin k mati Terezi in je dal 1 milijon. Pa prav mati Tereza, to nisi ti dal, to si imel, kaj ti nisi mogel zaslužiti 1 milijona. Tako moramo biti hvaležni za vse, tudi v tej pesmi, ki je predzadnja. Hvala za vse, ki ste jo igrali z ansamblom Marela, instrumentalna skladba, lep valček. Ja, no, ta valček smo igrali na festivalu v Števerjanu in 2 meseca prej je Primožu Koscu oče umrl in zahvalo za njega smo igrali ta valček. To se on zahvaljuje svojemu očetu za vse, kar je zanj naredil. Hvala tudi vam za ta zelo lep valček.
Gospod Franc Kompare, ostanimo prijatelji, recimo na koncu, tako kot je prepeval Avsenik v svoji znani pesmi. Prijatelji, ostanimo prijatelji, vi ste jih imeli veliko v življenju, jih še imate, spoznali ste ogromno ljudi na tej vaši glasbeni poti, kaj ne? To je res. Posebno, če si včas vzameš za zanimive ljudi, ker vsi ljudje niso zanimivi, ne? Ali se tudi ne odpro. In vsak ni na to struno uglašen. Glasbeniki smo mičkeno drugačni, posebni v tem smislu. Imate soseda, Janeza Pera, ne? Ja, z njim smo skupaj gor rasli. Znanega instrumentalista pri Alpskem kvintetu in pri Mengeški godbi, ne? Že vse leta. Ja, on je tudi pri Mengeški veteranski godbi zdaj dirigent. In skupaj damo glave, marsikaj Se pogovorite? Se pogovorimo in kar je kaj novega, se predspovemo. Ne? Eden zelo zanimivih vaših prijateljev, ki smo ga spoznali lani, tudi naše gledalke in gledalci televizije Exodus na božičnem in silvestrskem programu, ki smo ga pripravili skupaj z vami, je gospod Marjan Kregar, harmonikar, s katerim ste nastopili skupaj na našem programu in tudi sicer. Marjan Kregar je znan po tem, da je Slavku Avseniku vsa leta štimal njegove harmonike, ne? Uglaševal je harmoniko, ja. In on je bil v Švici 45 let in on je uglaševal vsem svetovno znanim harmonikarjem. Celo zaposlen v Honorju? On je imel svoj, tudi v Honorju zaposlen, ampak v Cirih je imel svojo delavnico in so mu harmonike nosili iz Južne Amerike, iz Rusije, iz Anglije, Švedske, Irske, od vse povsod. On je absolutno, in jaz sem ga 3 leta nagovarjal. In je naredil z Nino 2 plošči. No, da jim pa res ni žal, res je lepo narejen, krasno. Po moje je on, Paganini na harmoniki je on. Je popolnoma drugačno igra. Mičken avstro-ogrskega, tistega je starega, August Tanko. In to smo naredili in sem jaz zelo vesel, da je pristal na to, da posnamemo tudi nekaj lepega, kar ste v vaši oddaji imeli, bo res fantastično. Bo tudi tu zraven, kar se pripravlja? Tu pa ne. To bo vaš naslednji projekt, ne? To je naslednji projekt, je Klavžar. Klavžar. Ja, je že narejen, ker to harmoniko pa nismo pletli noter, ker smo šli v zabavno muziko. Je pa lepo to, da smo spet pripeljali na plošče Hammond orgle. Hammond, trobenta, bas, bobni, kitara. Ja. Najlepša hvala, gospod Franc Kompare. Veliko veselje mi je bilo govoriti z vami, se srečati na tak način pred kamerami. Prepričan sem, da ste veliko zanimivega povedali tudi našim gledalkam, gledalcem. Veliko zdravja tudi v letu, ki prihaja, vse najboljše, da bi še veliko ustvarili v penziji zdaj, ne? Zdaj se že nekaj časa v penziji, ne? Še več delam kot prej. Še več kot prej, ne? Srečne poti, kamorkoli še potujete, veliko potujete v Švico, ne? Tudi zdaj že manj kot včasih, ampak velikrat se peljemo gor. In še pridite med nas. Bom prišel, ko me povabite, ko bo spet kaj novega. Enkrat bom še Nino sabo prinesel, pripeljal in Kregarja. To bi bilo čudovito. Moram pa reči, da vašim ljudem, ki poslušate, gledate to, nekateri ne morete od doma, če ste doma, bolni v posli, da tekmujmo zdaj v tem času, kdo bo več dobrih stvari naredil zase in za druge okrog sebe. Vi ste jih ogromno naredili, tako da vam čestitam še enkrat in se vam zahvaljujem v imenu Slovenk in Slovencev, ki obožujejo vaše igranje na trobento. Bog vas živi in ostanite zdravi. Nasvidenje. Hvala vam. To, kar bomo slišali, pa je torej venček narodnih, ki jih Franc Kompare igra na našem lanskoletnem silvestrskem in božičnem programu skupaj z znamenitim harmonikarjem Marjanom Kregarjem. Hvala za pozornost.